Upravljanje kot tako mislim, da je predvsem precej neorganizirano, ker prevladuje zbiranje tam, kjer je to nujno potrebno, kar postaja tako rekoč za vse, ker je vse manj dovoljeno ali pa vse draže odlaganje. Medtem ko prevladuje pri reciklaži samo mletje, posebej še to velja za plastične odpadke in prodaja kamorkoli že na Kitajsko. In tisto, kar nas muči, mene še posebej, ker imam precej teh številk, pa jih včasih tudi nemočno opazujem, da nam tujci, na primer Kitajci, po večkrat prodajo isti material. Isti, ne enak. Mi zmerljamo, prodamo nazaj, oni predelajo enkrat v televizor, drugič v telefon, tretjič v srajco, isti material. Pa tudi kakšen mnogo dražji material, recimo v telefonih, televizorjih, ki so na nivoju cene zlata. Mi to meljemo, plačamo, da jim lahko podarimo nazaj, oni očistijo, predelajo, nam zopet prodajo. To je tisto, kar jaz rečem, da je slovensko, torej da neprestano ponavljamo isto napako. Ne, da se motimo, to je človeško, ampak ponavljati leta in leta isto napako, pa tipično slovensko. Kje vi vidite rešitev? To, kar je danes tole, da se organiziramo. Ne rabimo veliko denarja, več kot dovolj ga imamo, da organiziramo reciklažo in proizvodnjo zelo koristnih, tudi visokotehničnih izdelkov. Tu se pa ne znamo organizirati, ne vem zakaj ne.